Gospod Han, nam lahko poveste, kako bo s to božičnico, bo šla iz dobička podjetij, kdo bo določil, kako visoka bo, kaj je na mizi? Najprej, jaz mislim, da bo potrebno seveda v četrtek videti vsa izhodišča. Jaz sem zadovoljen, da bomo še enkrat preverili in premislili o normirancih in da bomo vrnili na staro stanje, ko je bilo 100.000 evrov kapica. Kar se tiče pa božičnice oziroma 13. plače, mislim, da gremo v pravo smer. Regres je pokazal, da smo naredili nekaj dobrega za zaposlene. Seveda pa kot vlada smo dolžni to predstaviti tudi ekonomsko-socialnem svetu in z socialnim dialogom med delodajalci in delojemalci spet odločitev, ki bo, bom rekel, za državo, za gospodarstvo, predvsem pa za zaposlene, bom rekel, ugodna. Gre morda tukaj že za predvolilne bombončke, gospod Han? Jaz bom zdaj zelo iskreno povedal, vendar sem tukaj dolgo v politiki. Vsak zakon, ki ga bomo zdaj sprejeli, se ne bomo mogli nobena vlada ali pa nobena stranka ali pa noben poslanec ne bo mogel izogniti, da na nek način gre za neko predvolilno zgodbo, ampak vlada vendarle mora delati še 5 mesecev in jaz mislim, da glede na številke, ki so zdaj v gospodarstvu, gospodarska rast, bom rekel, je sicer 0,8% je šla gor, ampak seveda smo zaskrbljeni, je dolžna vlada, da poskrbi, da bomo gospodarstvo na nek način bolj konkurenčno. Če bo to pokazalo, da sta te dva ukrepa prava, jaz mislim, da tudi če bo rekli, da je to nek predvolilni ukrep, pa da bo dobro za gospodarstvo, jaz lahko s tem živim. Če se vrneva k normirancev, v parlamentarni proceduri je že predlog NSI-ja, s katerim mejo za priznavanje normiranih odhodkov pri polnih normirancih vračajo 60.000 nazaj na 100.000 evrov letnih prihodkov, pri popoldanskih normirancih pa s 30.000 evrov nazaj na 50.000 evrov. Sem prav razumel vaš prvi odgovor, da gre tudi vladno razmišljanje v to smer in v te številke? Celo danes je bilo rečeno na predstavitvi, da bi šli celo več, na 120.000 evrov, ampak jaz bi počakal na izhodišča in potem, bom rekel, sprejemal vsa odločitve. Je pa vlada dolžna z razliko od seveda poslanskih skupin, posameznih strank, da vsake tak ukrep spravi skozi ekonomsko-socialni svet. Gospod Han, kaj pa participacija delavcev na dobičku? Je to še izvedljivo v tem mandatu in kakšen predlog je na mizi? Jaz si bi neizmerno želel, da bi to še v tem mandatu naredili. To smo na našem ministrstvu pripravljali že kar nekaj časa nazaj. Imamo usklajen na nek način neformalno z sindikati in tudi s podjetniki. Gre preprosto za to, da bi 33% dobička lahko delodajalec dal med zaposlene in da bi bili zaposleni isto obdavčeni kot kapital, se pravi s 25% obdavčitve. S tem bi seveda obdržali kader v podjetjih in to bomo imeli v naslednjih tednih na vladi kot politično vprašanje. Jaz bi si želel, ker s tem bi res lahko nagradili zaposlene in obdržali konkurenčnost naših podjetij. Pa mislite, da lahko ministra za finance Klemna Boštjančiča še prepričate v to, da to podpre? Gre za politično vprašanje, pravite, ne? Doslej so na ministrstvu za finance temu predlogu nasprotovali. Poglejte, vsi mi seveda spremljamo, kaj se ta moment dogaja v globalnem svetu, kako, bom rekel, imajo težave druge države, naše najbolj pomembne izvozne oziroma sosednje države, kjer mi največ izvažamo, Nemčija, Italija, in mi ta moment nimamo drugega privilegija, kot probati narediti vse, da bomo slovensko gospodarstvo naredili še bolj atraktivno in konkurenčno, da bomo zadržali kader, ker je problem s kadrom in ta participacija pri dobičku glede zaposlenih bi seveda absolutno prav prišla. To so nam zagotovili tako podjetniki, kot tudi seveda sindikati. Gospod Han, kako komentirate dejstvo, da kljub drugačnim napovedim tudi vladi Roberta Goloba, v kateri ste tudi SD, tako kot vsem ostalim, to ne bo uspelo? Ne vem, ali nam bo uspelo ali ne. Jaz moram reči, da odkar sem
minister, seveda nabiram vsak dan izkušnje, vsak dan se tudi na novo učim, ampak jaz verjamem, da nam vendarle bo nekatere stvari uspelo sprejeti. Seveda pa pri davčni zakonodaji bomo mogli pa tudi, kar se tiče premoženja, vendarle pa sprejeti v naslednjem mandatu, pa tudi zdaj med samo kampanjo se dogovoriti, kako bi kot družba imeli rad na nek način razporejene te davke, da bi ta država zadihala. Danes smo bili v Novem mestu, Novo mesto na nek način živi, je gospodarsko zelo uspešno, imamo Krko, imamo Revoz, imamo ogromno podjetnikov in vidimo, kaj se da narediti. Zdaj bojo imeli še svojo zasebno, bom rekel, univerzo, kjer so se znali dogovoriti med sabo, kako lahko in zasebno in javno pride skupaj v javno, in mislim, da moramo iti po tej poti in se pogovarjati. Jaz mislim, da imamo dve roki in dve roki morajo delati za Slovenijo. Gospod Han, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala vam lepa za priložnost. Srečno.